Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci in vabljeni k ogledu oddaje Tele-M. Govorili bomo o energetiki. Po razveljavitvi nepremičninskega zakona vlada mrzlično išče načine, kako zapolniti proračunsko vrzel. Dosedanji predlogi o odpuščanju in nižanju plač v javnem sektorju ali morebiten dvig DDV-ja niso naleteli na ugoden odziv javnosti. Spet se postavlja vprašanje, ali bo vlada predlagala prodajo dela državnega premoženja, med drugim tudi energetskih podjetij. Z gosti, predsednikom uprave Elektra Maribor, gospodom Borisom Sovičem, predsednikom skupnega sveta delavcev v skupini Holdinga Slovenskih elektrarn Vladom Šego in predsednikom sindikata dejavnosti energetike Brankom Sevčnikarjem se bomo pogovarjali o tem, kaj bi morebitna prodaja energetskih podjetij oziroma privatizacija sektorja pomenila za gospodinjstva in podjetja ter kakšne so trenutne razmere v elektrogospodarstvu. Dober večer vsem. Dober večer. Kako pomembna je oskrba z energijo v vsakdanjem življenju, smo se ponovno začeli zavedati šele v februarski ledeni ujmi, ko so bili mnogi ljudje brez elektrike tudi po več dni. Poglejmo. V Kamniški grabi naletimo na pravo opustošenje. Drevesa se lomijo, električna napeljava je uničena, kabli se vijejo čez dvorišča, krajani so brez vode, nekateri tudi brez ogrevanja. Kot da je treščilo letalo v to našo grabo. Mislim, da me kar strah, da sem zelo malo na svoje oko zatisnil, ker lahko dobim kjero drevo po hiši svoje. Prostovoljni gasilci so na nogah že 48 ur, včeraj pa je težko drevo uničilo njihov avtomobil. Je nefunkcionalno, teda to vozilo je trenutno odjavljeno iz operative, teda gasilci trenutno s tem vozilom ne delujemo. Dopoldne je kraj obiskal tudi mariborski župan Andrej Fištravec. Zdaj nekih obljub ni bilo, obljuba pa je, da bomo krajanom pomagali, koliko se bo pač hitro dalo. O polnoči je bilo brez elektrike v Podravju kar 47 tisoč gospodinjstev. Na terenu je 22 ekip z 220 monterji. Pred 5 leti, ko je bil nekoliko manjši obseg havarij kot je zdaj, je trajalo 5 dni, predno se je ponovno vzpostavila kompletna oskrba. Prave izredne razmere pa vladajo tudi v Lovrencu na Pohorju. Zaprte so bile trgovina, banka in lekarna. So bile take hude poplave, letos pa sneg tako naredil, da je katastrofa. Pouk na tukajšnji osnovni šoli je odpadel, številni so ostali brez pitne vode, zato jim jo dostavljajo gasilci. Ne le gasilci, tudi električarji in monterji so se v tej hudi naravni katastrofi izjemno izkazali. Poglejmo, kako predano so delali. Skupina 5 električarjev vsak dan prihaja na pomoč iz Murske Sobote. Kolega, na spodnjem drogu! Prosim, odveži žico, ker bomo španali! Časa za spanec ni, 46 ekip nepretrgoma dela vse od sobote. Delovnik moj traja od 5 do 12 zvečer, sem 5 ur doma, pa sem spet na poti. Tako da, če si zmatran ali ne več, niti sam ne veš. Teren je izredno nevaren in težko dostopen. Dela otežujejo poledica in padajoča drevesa. Ključno je, da delavci ostanejo zbrani. Na srečo še nihče ni bil poškodovan. Neke fante bomo danes morali v bistvu domov poslati na počitek, ker ni več zbranosti. Število gospodinjstev brez elektrike jim je uspelo nekoliko zajeziti, delno tudi s pomočjo 13 generatorjev. Tiste, katere smo potrebovali, smo prioritetno namestili na področjih, katere so bila pač potrebno prioritetno. To pomeni črpališča, to pomeni potem čistilne naprave, šole. Danes so začeli urejati električno napeljavo tudi v Kamniški grabi. Škoda je izjemna, pojasnjujejo pri Elektru Maribor, in bo najverjetneje presegla 4 milijone evrov. Gospod Sovič, najprej vprašanje za vas. Ali ste vso škodo že ocenili in kako daleč je pravzaprav Elektro Maribor s popravilom omrežja? Škoda bo vsekakor presegala 10 milijonov evrov. Tisto začasno napajanje je bilo vzpostavljeno povsod. Zdaj pa že računamo, da v roku približno 20 dni bomo tudi začasno oskrbo povsod nadomestili z trajnimi rešitvami. Hkrati pa že tudi pripravljamo rešitve, ki bi zmanjšale občutljivost omrežja, kombinacijo kabliranja, izoliranih vodov, dodatnih daljinskih stikal in posekov. Kdaj računate, da bo omrežje bolj varno, bolj zanesljivo in da bo popravljeno? Torej, kot rečeno, provizoriji mislim, da bodo v nekaj tednih odpravljeni. Za dokončno sanacijo pa bomo vsekakor potrebovali več kot 1 leto. Menite, da bi
električarji in tudi vsi drugi delavci bili tako zavzeti, predani na terenu, kot so se pokazali, kot smo videli, če bi bilo podjetje Elektro Maribor in tudi druga energetska podjetja v Sloveniji v zasebni lasti? Elektro Maribor je delniška družba, ima 1331 delničarjev in jaz mislim, da osnova pri delavcih je profesionalni odnos do dela. Električarji so na nek način sodobni heroji, to so pokazali v teh havariji, ker so res delali zavzeto, angažirano za to, da bi čim bolj pomagali ljudem. Seveda pa lastništvo ne pliva toliko na to, kot pliva pravzaprav na nekatere druge elemente, zlasti najverjetneje na ceno. Gospod Šega in gospod Sevčnikar, kaj pa vidva menita, sta predstavnika delavcev, sindikata in sveta delavcev? Bi podjetje v zasebni lasti imelo tako velik interes, bi delavci, ki bi bili zaposleni v zasebnem podjetju, tako predani, tako angažirani? Gospod Sevčnikar. Ja, moje prepričanje gre v to smer, da bi v privatnem podjetju te storitve ne bile upravljene v tako kratkem času, se pravi, te havarije ne bile odpravljene v tem relativno kratkem času in tudi ne tako kvalitetno. Jaz mislim, da se naši delavci, naši člani zelo krepko zavedajo, da nadaljujejo neko tradicijo, poslanstvo, ki so jim zaupali njihovi predniki in da ta energetska podjetja, ki so danes tesno vpeta v okolje in pa tudi krajevne skupnosti mesta, imajo svoje poslanstvo. In to delavci, po mojem trdnem prepričanju in pa seveda po informacijah, ki jih imamo strani članov, se tega delavci zelo zavedajo in zato so maksimalno angažirani, ko se odpravi na teren popravljati takšne podobne napake. Nenazadnje nam to govorijo tudi primeri, bomo rekel, slabe prakse iz tujine, kjer so se mogoče take privatizacije delne ali pa popolne zgodile. Nedavni primer, recimo v Veliki Britaniji, ki se je zgodil ob teh ujmah naravnih, ko so uvedli parlamentarno preiskavo, ko je bil določen del prebivalstva kar nekaj časa brez električne energije, lastnik, ki je prišel iz Hongkonga, niti ni vedel, kateri kraj so brez električne energije. Jaz mislim, da direktor Sovič pozna skoraj vsako hišo, ker ve, kakšno podjetje ima in da mu pač tudi državna lastnina narekuje, da to mora vedeti. Tako da mislim, da je krepka razlika med državnim in privatnim lastništvom. Gospod Šega, vaše mnenje? Ja, pripadnost zaposlenih, ne samo sistemu, tudi podjetju, pa predvsem napravam. Pri nas je simpatično, večkrat sliši moj generator, moja turbina, pa ne mislim v negativnem smislu. To je izrednega pomena. Ljudje v bistvu delajo za tem, kot da bi počeli to za svojo lastnino. Kakor je prisoten privatni kapital, je seveda smisel kapitala, vložka kapitala v dobičku. Zagotovo je zelo neracionalno pomagati ljudem po bregovih. Tako da predvidevam, da te akcije brez neke družbene odgovornosti, ne samo vodstev podjetja, ampak predvsem zaposlenih, to ne bi bilo možno. Tudi primerjave, konkretno Dravske elektrarne pa podobne elektrarne v Avstriji, odzivni časi, odprava napake so pri nas bistveno hitrejši, kot pa recimo tam, kjer je privatni kapital prisoten. In kakšne so pravzaprav razmere v slovenskem elektrogospodarstvu, da so zoper privatizacijo združili moči tako sindikati kot vodilni v slovenskih energetskih podjetjih? Poglejmo. Energetsko smo skoraj samozadostni oziroma bi bili v celoti, če ne bi del proizvedene električne energije iz krške jedrske elektrarne pripadal Hrvaški. Tudi razporeditev virov je ugodna, saj okoli 39% električne energije pri nas proizvedejo termoelektrarne, 30% hidroelektrarne in 20% nuklearka. Samo zaradi slabo vodenih projektov v panogi pa ne bi smeli prodajati družinske srebrnine, menijo strokovnjaki. Jaz ne vidim razloga, da bi se določene stvari odprodajalo, ker mi ne potrebujemo, bom rekel, iz energetike denarja za odplačevanje mogoče neracionalnosti v drugih sektorjih, ampak potrebujemo pa sveže investicije. Leta 2012 so v energetiki ustvarili 320 milijonov čistega dobička. Polovico tega panoga investira v izboljšave in posodobitev omrežja. Za privatizacijo sektorja ni ne ekonomskega, ne strokovnega razloga, menijo. Bi prodaja kakršnega koli dela slovenske proizvodnje električne energije ogrozila njegovo konkurenčnost, predvsem pa varno, stabilno, zanesljivo dobavo električne energije našim odjemalcem. Tudi izkušnje nekaterih evropskih držav, vključno z Veliko Britanijo, kjer so privatizirali energetski sektor in ga zdaj skušajo ponovno vsaj delno nacionalizirati, govorijo zoper prodajo energetskih podjetij.
Izkušnje niso vedno ravno pozitivne. Ne? V mnogih primerih se je izkazalo, da je prišlo zato do dodatnega pritiska na cene, ki jo seveda plača na koncu končni uporabnik, ni pa nujno, da je to povečalo zanesljivost. Ob tem ni zanemarljivo, da je v energetiki pri nas okoli 10.500 kakovostnih delovnih mest. Ta so dragocena zlasti v Podravju, ki se otepa z visoko brezposelnostjo. Naša strategija je, da ohranjamo delovna mesta, ker mi naše monterje potrebujemo. Zdaj, ta havarija je ravno pokazala, kaj pomeni, če imaš ekipe, ki poznajo teren, ki so v stanju takoj na teren iti, so visoko motivirane, da bi dosegli čim boljše rezultate. Prodaji obstoječega premoženja zato nasprotujejo, podpirajo pa morebitne zasebne investicije v nove energetske projekte. Gospod Sovič, zakaj je energetika tako pomembna strateška panoga? Poglejte, zelo preprost izračun pokaže. V energetiki dela 2,7% zaposlenih v Republiki Sloveniji, ki ustvarijo 12% dobička. Pomeni, da se tukaj ustvarjajo delovna mesta, ki imajo nadpovprečno produktivnost. Če pa seveda samo pomislimo na februar, pa seveda vidimo, da je energetika tudi tista dejavnost, ki na pomemben način omogoča boljšo kakovost življenja tako prebivalstvu kot gospodarstvu. Zato je seveda zelo pomembno, da je tudi v prihodnje energetika v taki lastniški strukturi, ki omogoča stabilen razvoj. Mnoge države se odločajo zdaj, da infrastrukturo, recimo referendum v enem od severno-nemških mest je to pokazal, celo želijo nazaj odkupovati, če tudi je bila na nek način privatizirana. Ker se pač zavedajo odgovornosti in na nek način so vsi skupaj zainteresirani, da bi ta del gospodarstva spodbujal razvoj, ne ga pa oviral. Gospod Sevčnikar, koliko smo pravzaprav v Sloveniji samozadostni? Koliko elektrike pa uvažamo? Ta samozadostnost je v veliki meri pogojena tudi z vremenskimi razmerami. Seveda, če hidroelektrarne ne izpolnjujejo svojega poslanstva v zadostni meri, potem termoenergija kot taka v celoti ne more pokrivati teh nastalih potreb, takrat se določen del uvoza zgodi. Jaz bi želel v tej priliki povedati, da slovenska energetika je v izredno dobri kondiciji in izredno pomemben faktor za ostalo gospodarstvo in da zanesljivost oskrbe in pa kvaliteta električne energije dobavljena tako gospodarstvu kot potrošnikom je zelo pomemben element, ki govori v prid nadaljnjega kvalitetnega razvoja naše države. Brez te kvalitetne oskrbe tudi nobenih kvalitetnih investitorjev ne bo. Gospod Čega, kakšna pa je pravzaprav razporeditev virov pri nas? Koliko elektrike dobimo iz vode, koliko iz premoga in koliko je jedrske energije? Pri nas je razporeditev dokaj umerjena, dobro umerjena, približno tretjino hidro, približno tretjino termoelektrarne in približno tretjino nuklearka. Tako da je proizvodnja v dobri hidrologiji izredno uravnovešena. V hidrologiji imamo celo še tudi nekaj prostih resursov. Od uvoza nismo tako odvisni, treba se pa zavedati, da govorice, da bi lahko ceneje kaj kupili elektriko uvoženo, ne drži, ker takrat, ko ti nimaš zadosti svojih resursov, je cena za tebe bistveno višja, kot pa za tistega, ki svoje resurse ima. Hkrati pa energetski sektor kar nekaj časa že spremljajo razne afere. Afera okoli TEŠ6, gradnje TEŠ6 je precej razdelila javnost. Pa se sploh zavedamo, koliko energije proizvedemo v Šoštanju in kaj bi pravzaprav morebitna ustavitev projekta gradnje 6. bloka pomenila, ne glede na vsa prizadevanja in vse strokovne argumente? Brez teh 3,5 teravatov bi energetsko bili ne samozadostni, kar bi pomenilo, da bi praktično mogli tretjino energije uvažati. Tudi prenosne zmogljivosti niso temu namenjene, niso dovolj visoke, tako da bi imeli težavo ne samo za ceno energenta, ki bi bil bistveno dražji, ampak tudi z prenosnimi potmi in seveda ob kakršnikoli nestabilnosti sistema bi nas tile proizvajalci prvi izklopili in najprej poskrbeli za sebe. Gospod Sovič, zakaj po vašem mnenju naložbe v energetiki spremlja toliko nejasnosti in nedorečenosti? Gre za slabo vodenje projektov ali gre preprosto za stihijo? Začnimo, pa bomo že videli, kako se bo vsa stvar iztekla. Jaz bi rekel, da se z naložbami v energetiki ukvarjam že od leta 1993, ko sem bil državni sekretar, in za energetiko je bilo značilno, da so bile naložbe vodene korektno, v rokih večinoma, tudi v predvidenem budžetu.
dokler so odgovornost za investicije imela podjetja, ki so jih tudi vodila, mislim, da nekih posebnih problemov ni bilo. Kasneje je pol prišlo zaradi političnih odločitev do tega, da so se oblikovale neke nadstrukture, tudi politika se je začela relativno močno vmešavati, ampak če to vse odmislim, z izjemo zapletov pri Tešu 6, pravzaprav na drugih področjih nekih večjih težav pri investicijah ni bilo, pa tudi pri Tešu 6. Jaz mislim, da ni tam vprašanje, ali je tehnično upravičena ta naložba, nenazadnje oktobra bo že prva sinhronizacija in s tem bo zmanjšano tako izpusti ogljikovega dioksida za 30%, žveplovega za 75%, izkoristek se bo povečal iz 30 na 42%, torej elektrarna, ki ti daje 33% energije, gotovo je narodno gospodarsko pomembno, da jo obnoviš. Tako da tam ni šlo toliko za tehnične vidike, če je šlo za druge, torej težave pri javnem naročanju in podobno, zato so pa pristojni organi, ki bojo to razrešili in čim bolj bojo natančni, tem bolj bojo preprečili, da bi se kdaj še to kaj takega ponovilo. Gospod Sevčnik, kaj pa pravzaprav menite vi, kaj je šlo pri samem načrtovanju projekta T6 narobe? Mogoče bi prej rekli še, ti smo mogoče pozabili povedati, da električna energija je edina vrsta energije, ki Slovenija ima v takšni meri, kot jo ima. Vse ostalo, tako plin kot nafta, smo 100% odvisni od uvoza. Zato je tudi ta investicija v blok 6, v termoelektrarni Šoštanj kot nadomestni blok zamenjava 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bil planiran že leta 2004 v nacionalnem programu, ki ga je takrat vlada Republike Slovenije razpisala kot del razvojnih projektov. Izmed 10 projektov, tu noter je blok 2 nuklearna elektrarna Krško, potem plinski terminal v Kopru, klinična bolnica v Ljubljani, T6 in takrat je ta T6 počel počasi dobivati neko svojo obliko in takrat je tudi vlada imenovala vse spremljajoče skupine, ki bi naj spremljali te investicije. Je pa res, da je samo investicija v T6 šla naprej po neki naravni dinamiki, neki naravni poti. Tako da o neki, bom rekel, praznini ali pa neki stihijskem razvoju, jaz to mislim, da ne moremo govoriti. Ampak do podražitve je vendarle prišlo in to ne samo enkrat. Kaj je bilo po vašem mnenju? Mislim, da je bilo to stvar različnega prikazovanja različnih scenarijev, ki so služili potem v končni fazi, ko so po moji oceni nekaterim interesnim skupinam bile zaprte pipice, služilo v politične obračune. Dokler se je ta, bom rekel, tudi ta investicija vodila v krogu stroke, v krogu odgovornih oseb elektrogospodarstva, mislim, da teh dilem ni bilo. Ko se je pa to prevesilo v neke druge politične vode, potem so strokovnjaki se umaknili, ker nenazadnje takrat stroka izgubi pomen in se je pa začela bitka na nekem drugem področju, ki pa je danes takšna, kot je žal. Gospod Šega, ali ne bi bilo že zato, da bi projekte vodili bolj racionalno in jih ne bi nenehno spremljale afere, pametno razmisliti o privatizaciji sektorja? Morda niti ne, morda je ravno ta državna zgodba, da se raznobarvni oblastniki med sabo gledajo pod prste, celo pozitivna, čeprav je marsikdaj pretirana, iščejo afere tam, kjer jih ni. Ampak ravno okrog Teša, v promilih bi lahko našteli strokovne članke v medijih, praktično pa ni ne modne revije, ne športnega srečanja, kjer ne bi nekdo rekel, da je to koruptivni in drag projekt, brez da bi vedel, zakaj je koruptivn, pa zakaj je drag. Jaz mislim, da tudi država lahko uvede sistem, ki je dovolj pregleden. Jaz menim, da imajo podobno, kot imamo mi na Dravskih, tudi druge sisteme naročanja podobne. To pomeni enako kot je javno naročilo, kjer odloča ekonomika, kjer odloča tehnika, kjer praktično vsaj jaz ne vidim nikakršne možnosti, da bi kdo kaj dal sebi v žep ali pa da bi bilo naročilo ali ne ekonomično ali pa tehnično nesmiselno. Če pogledamo, da se na leto milijarde obrnejo v elektrogospodarstvu, pa koliko imamo dejansko afer, praktično nekih resnih večjih afer skoraj da ni, tako da vse procentualno gledano mislim, da smo kar na dobri strani državnega posla. Pa vendar, je država dober gospodar? Pri T6, če ga lahko jemljemo kot primer, je šlo marsikaj narobe. Je lahko po vašem mnenju država dober gospodar ali bi bilo pametno razmisliti o privatizaciji energetskega sektorja? Gospod Sovič, strokovni argumenti. Jaz mislim, da bi bilo krivično, če bi rekli, da država ni dober gospodar v energetiki. Končno pogledajmo parametre.
cena energije, recimo če zdaj govorimo o električni energiji v Sloveniji, je pod povprečjem Evropske unije, tudi če to primerjamo z na nek način kupno močjo prebivalstva, je ta cena še vedno izjemno ugodna. Hkrati pa za naprave, ki jih kupujemo, kable in vse ostalo, seveda plačujemo takšne cene, kot so pravzaprav drugod, kolikor pač razpisi to pokažejo. Torej, za Slovenijo ne veljajo neke drugačne cene kot za druge države. Ne. Pomeni, da je ta sektor voden racionalno in tudi deluje racionalno. Hkrati so pa odzivni časi absolutno primerljivi ali celo boljši od nekaterih drugih držav. Tako da, če bi iskali tukaj razlog, bi težko ga našli. Razlog za razmišljanja o privatizaciji ali pa večji privatizaciji je po mojem predvsem fiskalne narave. To je pač zdaj vprašanje nekega razmisleka, kako v tem trenutku zagotoviti dodatna sredstva. In tu je pač prav, da nekdo razmisli, če ti en sektor ustvari 320 milijonov, kot so podatki iz leta 2012 za energetiko, dobička, ne, potem v 10 letih to pomeni 3 milijarde 200, recimo, ne, in to je zdaj res dobro premisliti, ali se ti bolj splača to obdržati, še nadalje razvijati, zahtevati še boljše performanse in ta denar dobivati v državno blagajno v enem delu pa ti to omogoča razvoj, ali pa pravzaprav iti v nek drug scenarij. Tako da mislim, da je to predvsem fiskalna in kasneje seveda politična odločitev. Stroka bi težko generirala tak predlog. Politika se veliko, če lahko rečemo, vmešava v energetski sektor. Kaj pa menite vi? Privatizacija da, privatizacija ne? Dejansko se je pokazalo v sličnih državah v tranziciji, da ta privatizacija državi praktično ni prinesla ničesar. Da so vsa ta podjetja, ki so privatizirala, poskrbela, da je dobiček na nivoju, kjer pač lahko tudi država nekaj stran vzame, bili skoraj nični. Iz teh podjetij so seveda bile izgube tistih najkvalitetnejših upravljalskih in visoko izobraženih delovnih mest. To je lastnik se poskrbel, da je pripeljal svoje razvojne ekipe, svoje investicijske ekipe. Torej smatram, da država sicer po defaultu ni najboljši lastnik, ampak na srečo so pa tu ljudje v podjetjih, od zaposlenih pa do vodij, ki pa izredno odgovorno gledajo na svoja podjetja. Tako da mislim, da je tu večja garancija, kot pa garancija na samem lastniku. Kaj bi bilo treba spremeniti, da bi država postala boljši gospodar, dati več besede, več pomena stroki? Jaz mislim, da slovenska energetika dela dobro. Nenazadnje vsi ti rezultati in parametri govorijo v to smer. Da imamo strokoven kader, ki zna voditi tako družbe, kot tudi delavce, ki kvalitetno upravljajo svoje delo. Nenazadnje naša energetika, slovenska energetika med prvimi 7 v Evropski uniji, kar se tiče parametrov poslovanja. Tako da jaz tu ne vidim, da bi bilo potrebno nekih korenitih sprememb. Seveda pa je pri vsakem, bom rekel, tudi načrtovanju poslovanja, izboljšava razmer, danes v svetu moderno, da se pa neke novosti kljub temu uvajajo. In to verjetno slovenska energetika tudi zmore sama, brez tujega lastništva. Mislim, da je slovenska energetika sposobna sama svoje probleme razreševati in da bi privatizacija imela zelo negativne posledice ne samo na energetiko, pač pa na kompletni javni sektor, kot tudi na gospodarstvo in pa na prebivalstvo. S čim? V prvi vrsti s tem, kar govorijo prakse iz tujih držav, se pravi, mi se poskušamo, bi se naj učili na tujih izkušnjah, posod tam, kjer se je ta drastična privatizacija tako proizvodnega kot omrežnega dela zgodila, so vsi ti parametri tako zanesljivosti oskrbe, kot tudi kvaliteta električne energije strmo padli. Nenazadnje je vsa ta privatizacija, liberalizacija trga v Evropski uniji povzročila kaj? Samo dražjo električno energijo. Nikjer, ničesar tistega, kar je bil prvotni namen. Se pravi, da bi potrošnik imel cenejšo električno energijo. Če gledamo od leta 2007, ko je ta liberalizacija postopoma se začela uvajati, kje smo danes z električno energijo? Danes plačujemo porabniki zmote nekaterih odločitev, ne samo v Sloveniji, pač pa na kompletnem evropskem trgu električno energijo. Se pravi, neka shema, ki jo mora vsak potrošnik plačevati okrog obnovljivih virov. Tako da jaz mislim, da privatizacija ni odgovor. V slovenski energetiki znamo, zmoremo in hočemo narediti tisto, kar moramo delati in ne vidim, da bi bilo potrebno res kaj korenito spremeniti.
Kaj pa opozorila iz gospodarstva, da so pri plačilu domače energetike, ki naj bi bila konkurenčna prednost, izjemno obremenjeni z dajatvami? Vse to sem vam že mogoče prej del povedal, ne, to plačujemo zmote, ne napačnih odločitev samo v Sloveniji, pač pa kompletne evropske energetske politike. Ta schema, podporna schema subvencij plačila obnovljivih virov, se pravi predvsem sončne energije, o tem govorimo, ker vetrna energija pa hidroenergija, ki je tudi obnovljiva vrsta energije, je smotrna, je pravilna odločitev. Tu pri sončni energiji je pa šla kompletno evropska energetika v neko napačno smer in danes si plačujemo to. To bomo še nekaj časa. Ste v Elektro Maribor kaj izboljšali pod vašim vodstvom? Je kaj izboljšav, je kaj inovacij? Ste se morali tudi kaj prilagoditi trgu? Naš veliki izziv je posodabljati omrežje v razmerah, ko so naše cene, ali pa recimo slovenski uporabniki, za omrežnino plačujejo kar bistveno manj kot v Evropski uniji. Kakovost je pa pri nas, ali pa zahteve po kakovosti je pa bistveno večja kot v Evropski uniji. To je za nas velik poslovni izziv in z izboljševanjem poslovnih rezultatov ustvarjamo več sredstev, ki jih lahko potem tudi vlagamo. Tako da smo zdaj z tega vidika popolnoma spremenili strukturo vlaganj. Prej smo 2/3 denarja potrebnega za vlaganje si morali sposojati, samo 1/3 smo imeli lastnih virov, zdaj imamo pa že skoraj 3/4 lastnih virov in samo 1/4 si sposojamo in s tem smo povečali tudi bistveno izboljšali boniteto družbe. Hkrati pa zdaj intenzivno uvajamo elemente pametnih omrežij, si prizadevamo za to, da bi tudi čim bolj omogočali uporabo novih produktov in poskušamo biti tudi čim bolj prijazni do uporabnikov. Prišli smo na osebno obveščanje uporabnikov, ki se pri nas naročijo, jih lahko obveščamo preko SMS ali pa preko elektronske pošte o tistih stvareh, ki so za njih pač pomembni z vidika omrežja. Če se dotaknemo še zaposlenosti v energetskem sektorju. Zdaj je v energetiki 10 000 kakovostnih delovnih mest. Kaj menite, da bi se zgodilo ob privatizaciji sektorja z zaposlenimi? Gospod Sevčnikar, gospod Čega. Ja, tudi tu se lahko nekje naslonimo na tuje izkušnje, kot ta multinacionalka, ki jo imamo nekje tudi za vzor, RWE, nemški RWE, ki je, bom rekel, tudi delno v državni lasti, se je ob tej delni privatizaciji število zaposlenih zmanjšalo za 55%. Tako da tu so neki parametri, ki govorijo zelo negativno v to smer. Se pravi, da ta privatizacija ima neke druge cilje. Se pravi, ne tisto, kar mi želimo in zahtevamo tudi od našega elektrogospodarstva, zanesljivo in kvalitetno oskrbo z električno energijo. Dobiček kot nek končni cilj vsakega zasebnega lastnika je pri teh aktivnostih za njih prednost in tu potem padajo delovna mesta. In izgubili smo že veliko kakovostnih delovnih mest v energetiki. Koliko pravzaprav v zadnjem desetletju, v zadnjih 20 letih, gospod Čega? Od ustanovitve ELES-a oziroma pripojitve teh RTP-ov, ki so bili prej pod Dravsko elektrarno, smo v Mariboru izgubili okrog 600 delovnih mest. Nekoč mi je očital kolega, da je to pač posledica tehnološkega napredka, ne? Ampak Ljubljane se ta tehnološki napredek očitno ni dotaknil, ker tam jih je prek 250 več zaposlenih. Bojazen ob privatizaciji je predvsem izguba tistih kvalitetnejših delovnih mest, za katerimi pa seveda stoji tudi univerza, tudi bodočnost mladih, pripravljenost mladih, da se usposabljajo za naravoslovne poklice. Vse to potegne za sabo, ker pač privatni kapital vse te zgodbe združuje in združuje seveda pri sebi. To pomeni, če bi imeli tujega lastnika, bi pač vse te kvalitetnejše delovna mesta pobral. Prav tako nek finančni učinek zagotovo ne prenese popravilo daljnovodov ljudem po Kozjaku, ne? Ampak bi pač ti ljudje mogli počakati. Ne? Prav tako je pa ena druga zgodba, recimo pri nas v Avstriji, kjer je predsesno število hidroelektrarn, je zgodba malček drugačna. Pri nas vsaka elektrarna pomeni kar presejšen prispevek energetske oskrbi, zato tudi naš faktor razpoložljivosti je blizu 1, kjer v podobnih sistemih, večjih sistemih od zunaj ni potrebe. Ne.
Tako da tudi zaradi tega je tam zaposlenost bistveno manjša. Gospodje, hvala vsem trem, da ste prišli v oddajo. Žal se nam je čas iztekel. Vam, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, pa hvala, da ste bili v naši družbi. Hvala za pozornost in lahko noč.